Pozdravljeni! Se kdaj vprašamo, kako iz enega samega, čisto nežnega cveta nastane sočen, slasten sadež? No, danes bomo razkrili prav to. To neverjetno preobrazbo, ki se dogaja povsod okoli nas, ampak je pogosto skrita našim očem. Poglejmo si ti dve sliki. Na levi imamo hruško v aprilu, vso v belem, prekrito s cvetovi, na desni pa popolnoma isto drevo, ampak samo en mesec kasneje. Cvetov ni več, namesto njih pa so se pojavili majhni zeleni nastavki za plodove. In to nas pripelje do osrednjega vprašanja. Kaj za vraga se je zgodilo v tem enem samem mesecu? Kakšna skrivnostna sila je sprožila tako dramatično spremembo? Odgovor se, seveda, skriva v neverjetnem potovanju življenja. Pa začnimo. Preobrazba iz cveta v plod. Razvozlajmo to uganko korak za korakom. Poglejmo si, kako se ta fina arhitektura cveta preoblikuje v nekaj, kar vsi poznamo in imamo radi. Tole je dejstvo, ki si ga je res vredno zapomniti. Čisto vsako jabolko, vsaka češnja, pa tudi vsak strok graha. Vse, ampak res vse, kar imenujemo sadež ali plod, je zraslo iz cveta. Cvet torej ni samo za okras, je ključni razmnoževalni organ rastline. No, kako se to zgodi? Začeti moramo pri samih osnovah, pri življenju cveta. Poglejmo si njegovo notranjo zgradbo, ker je prav tam skrit celoten načrt za prihodnost. Ta diagram češnjevega cveta nam bo vse lepo pokazal. Njegova zgradba je kot nekakšen popoln priročnik za ustvarjanje plodu. Kot vidimo, so tu natančno označeni vsi ključni deli, vsak pripravljen na svojo vlogo v tem velikem plesu življenja. Osredotočimo se na dva glavna akterja. Na eni strani imamo prašnike, to so moški deli. Njihova naloga proizvajati cvetni prah. Na drugi strani pa je pestič, ženski del. In globoko v njegovem spodnjem delu, v plodnici, se skriva semenska zasnova s ključno žensko jajčno celico. Seveda pa so tu šapomožni deli. Živobarvni venčni listi so kot nekakšni neonski napisi, ki kar kričijo žuželkam: "Hej, tukaj je hrana!" Čašni listi so kot telesni stražarji, ki ščitijo cvet, ko je še nežen popek. Cvetišče in pecel pa sta temelj in podpora celotni operaciji. V redu, ko so vsi deli na svojem mestu, se lahko začne naslednjo poglavje. To je zgodba o potovanju, o prenosu življenja z enega dela cveta na drugega. To je veliko potovanje cvetnega prahu. Prvi ključni korak v tej zgodbi se imenuje oprašitev. Sliši se zapleteno, ampak v resnici ni. To je preprosto prenos drobcenega pelodnega zrna s moškega prašnika na vrh ženskega pestiča. In ta prenos lahko opravijo veter, voda ali, kar je najpogosteje, marljive živali. Tele koraki nam lepo prikažejo, kaj se dogaja. Vse se začne, ko peldno zrno pristane na lepljivi brazdi pestiča. Potem pa se zgodi nekaj neverjetnega. Zrno vzklije in požene cevčico, po kateri moška spolna celica potuje navzdol, naravnost proti svojemu cilju. In končni korak? Združitev z žensko celico znotraj semenske zasnove. In ta ključni trenutek, ta združitev moške in ženske spolne celice, to imenujemo oploditev. To je dejansko trenutek spočetja. Iz dveh celic nastane ena sama, iz katere se bo kasneje razvila popolnoma nova rastlina. Takoj po oploditvi se v cvetu sproži pravi plaz sprememb. Oplojena semenska zasnova se začne razvijati v seme, ki nosi zarodek nove rastline. Istočasno pa se stena plodnice, ki to seme obdaja, začne debeliti in spreminjati v tisti mesnati ali suhi del plodu, ki mu pravimo osemenje. S tem je naloga cveta opravljena. Ustvaril je plod s semenami. Ampak zdaj se za rastlino pojavi nov izziv. Kako poskrbeti, da bodo njeni potomci našli čisto nov prostor za rast? Skratka, kako poslati semena na pot? In točno tukaj je bistvo problema. Rastline so pač nepremične, ne morejo se kar sprehoditi in posaditi svojih otrok na lepše mesto. Zato so v milijonih let evolucije razvile cel kup neverjetno domiselnih načinov za razširjanje semen. Ena izmed najbolj elegantnih rešitev je seveda veter. Regrat je popoln primer. Njegova semena so opremljena z lahkimi, puhastimi padalci, ki jih lahko že rahel vetrič odnese daleč stran, da osvajajo nove travnike. Druga strategija je sodelovanje z živalmi. Rastline svoja semena zapakirajo v sočne, sladke in zelo hranljive plodove.
Žival, kot je tale ptica, poje plod, prebavi okusno meso, seme pa gre nepoškodovano skozi prebavila in pade ven nekje drugje, pogosto z malce naravnega gnojila za povrhu. No, tretja metoda je pa pravi avtoštop. Semena rastlin, kot je recimo repinec, so opremljena s kavlječki. Ti se oprimejo kar z namilojočih živali ali pa naših hlačnic, ta semena potem prepotujejo dolge razdalje kot slepi potniki, preden odpadejo in vzklijejo na čisto novem mestu. Dobro, vse to je fascinantna naravoslovna zgodba. Ampak poglejmo širšo sliko. Zakaj je vse to sploh pomembno? Kakšen je pomen tega procesa za nas in naš svet? Vrnimo se za trenutek na sam začetek, k vprašitvi. Celoten proces ustvarjanja plodov in semen je popolnoma odvisen od tega prvega koraka. In prav tu na sceno stopijo naši ključni partnerji, opraševalci. Ta številka pove več kot 1000 besed. 120 milijonov evrov. Na toliko je ocenjena vrednost opraševanja z žuželkami za slovensko kmetijstvo vsako leto. To je neposreden gospodarski prispevek čebel, čmrljev, metuljev in drugih žuželk. Neverjetno, kaj ne? Vpliv je res ogromen. Skoraj 80% vseh kmetijskih in divjih rastlin je vsaj delno odvisnih od opraševalcev. In kar je še bolj pomembno, dobro opraševanje ne pomeni samo večjega pridelka, ampak tudi veliko bolj kakovostnega. Plodovi so lepši, bolj hranljivi in dalj časa obstojni. Če povemo po domače, brez opraševalcev bi bil naš jedilnik veliko bolj dolgočasen in precej dražji. In tako se krog sklene. Seme, ki je uspešno prestalo dolgo potovanje in našlo primeren dom, vzklije. Iz njega požene nova rastlina, ki bo nekega dne zrasla, zacvetela in začela celoten cikel znova. To je nenehno ponavljanje življenja. In za konec še vprašanje za razmislek. Ko naslednjič zagledamo sočno jabolko ali jo občudujemo cvetočo češnjo, na kateri del te čudovite poti se bomo spomnili? Na marljivo čebelo? Morda na potovanje semena na vetru? Ali na tisto tiho, a mogočno preobrazbo, ki se dogaja v samem osrčju majhnega cveta?